Dober večer, dober dan. Pozdravljam vse prisotne v imenu krožka za družbena vprašanja Anton Gregorčič, ki ta večer organizira. Prav na začetku bi se rad spomnil, bi rad voščil naši matični domovini Sloveniji, ki danes praznuje 35 let od osamosvojitve. Se še spomnim, kako smo pred 35 leti na ta dan hoteli iti v Ljubljano na proslavo, pa so nas na Ajševci ustavili tanki in smo morali iti nazaj. Torej, v teh 35 letih se je res toliko stvari zgodilo in upamo, da se bo še veliko stvari zgodilo pozitivnih za našo državo. Torej, v naši sredi pozdravljam magistra Boža Rustjo iz Kopra, in o njem bo več povedala Ilarija Bernija, ki bo večer vodila, zato prepuščam njej besedo, vam pa prijetno poslušanje. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem, tudi v mojem imenu. Današnji gost, magister Božo Rustja, je primorski duhovnik, teolog, urednik in publicist, ki že desetletja močno sooblikuje kulturni in medijski prostor na Primorskem ter v celotni Sloveniji. Rojen je bil leta 1963, doma pa je iz vasi Kamnje v Vipavski dolini. Širši javnosti je najbolj prepoznaven kot dolgoletni odgovorni urednik revije Ognjišče, kjer z izjemnim občutkom za malega človeka ureja priljubljene rubrike in piše zgodbe za osebno rast. Njegova izjemno priljubljena knjižna zbirka Zgodbe za dušo je s preprosto, a globoko življenjsko modrostjo nagovorila že več generacij bralcev. Poleg pastoralnega dela danes deluje kot pomočnik na Vrheh in v Senožečah. Je neutrudno dejaven na področju radia in tiska, več kot 2 desetletji pa opravlja tudi vlogo tiskovnega predstavnika koprske škofije, kjer si dosledno prizadeva za odprt medijski dialog. Kot ponosen Primorec, človek besede in tankočuten opazovalec življenja, magister Božo Rustja izjemno spoštuje lokalno kulturno dediščino. V njegovem srcu in ustvarjanju pa ima osrednje mesto prav Srečko Kosovel, čigar duhovno globino in brezčasno sporočilnost gospod Rustja z neutrudnim preučevanjem in predavanji znova in znova približuje ljudem. Gospod Rustja v svojih razmišljanjih in zapisih večkrat poudarja, da Kosovela ne smemo stlačiti v ozke ideološke ali zgolj šolske predale. Njegov pogled na Kosovelovo duhovnost je izrazito empatičen, nanj ne gleda skozi strogo dogmo, ampak skozi globoko človeško izkušnjo. O duhovni globini in osebni viri pesnika Srečka Kosovela nam bo torej nocoj spregovoril magister Božo Rustja, s katerim se ne bom pogovarjala, ker mu bom prepustila besedo in bo sam vse povedal. Hvala. Tudi jaz vas vse lepo pozdravljam tukaj v Gorici, ko me je Julijan sem vozil, sem rekel, ko se takoj človek spomni, ko sem kot otrok sem hodil najbolj na samen svetega Andreja. To je bilo za otroka iz ene zabačenega tam socializma priti dol na samen, ker si videl vsega, posebno doživetje. Tudi takrat smo imeli praznik mi, 29. november, in smo zelo močno praznovali ga tukaj v Italiji. Tako, gledajte, jaz sem govoril o Kosovelu, zdaj oba naglasa sta pravilna. Kosovel, ampak pri nas so ljudje rekli Kosovel. Zakaj pravim zdaj pri nas? Kajti Srečko Kosovel pravimo pesnik Krasa, ja, ampak ne mama, ne tata nista bila Krašovca. Ne vem, koliko vas ve, odkje sta tata in mama, Oče Srečka Kosovela je tukaj, če bi se zaleteli, bi plunili, ker je doma iz Fare Črniče. Jaz sicer trdim, da tiskrat, ko je bil še on se rodil, je to bilo pod Faro Kamnje. Ker greste selo, sem se pozanimal,
gospod Vinko Opal, ki je bil v Solkanu dolga leta župnik, je rekel, da je to hiša, ko greste iz avtoceste Selo ven, ne, in na glih proti Gojačam se mi zdi, da iz tiste hiše ne bi bil oče doma. Torej, oče je širše gledano iz Goriške, bil je učitelj, ampak ne samo učitelj, ni bil samo učitelj, učitelji so takrat tudi kmetijstva učili, imeli so ob šolah, se veste, so imeli vrtove, da so učili otroke cepti in tako naprej. Potem pa je bil tudi pevovodja, organist, mislim, da je precej let bil tudi v Tomaju organist in še manj znano je, da je napisal tudi nekaj maš v glasbu, ne, in da so otroci, ker je imel tudi otroški zbor, peli njegove maše, ko so bile šolske maše. To o očetu. Mama, odkje je bila mama? Torej, Sfare Kobarid, Sužit, in v njeni mladosti, ko je bila ona majhna punčka, je v Kobaridu bil kaplan, nihče drug kot Simon Gregorčič. In to se pravi, da je oba, tata in mama, oče in mati sta prinesla v družino eno bogato kulturno in duhovno dediščino. O mami gre, vse smo, samo koliko časa imam, nismo. O mami gre ena anekdota, ki jo je zapisal monsignor Franc Rupnik, dolgoletni župnik v Kobaridu, poznavalec zgodovine, tudi poznavalec Benečije, on je hodil tam res povezoval bodi si beneške Slovence, pa tudi naprej Furlane in poznal, ampak res izjemen tak človek. No, da je mama šla v nedeljo k maši, takrat še punca, lady in fraj, na kar je na koncu maše župnik oznanil, da se bo poročila. In sicer en fant, da se je hotel maščevati, kako je to da je to župnik naredil, mi ni jasno, ampak njo je to tako prizadelo, ker ona je tistega fanta ni marala. Da ko je prišla od maše domov, je spakirala vse cune in šla in nikoli več ni prišla domov. Tako France Rupnik, tako je šel glas. O tem sicer sem samo zasledil, Mira Cenčič potem je to povzame. Jaz sem slišal res od tistih iz Kobarida kot zanimivost. Torej, oba sta prinesla, tako tata in mama, v Kosovelovo družino močno to kulturno noto in sta jo predala tudi otrokom, čeprav oče, ker je bil učitelj. In so ga potem Italijani strahotno preganjali. Je bil brez službe, nekaj časa brez pokojnine in tako naprej. Je od svojih otrok hotel, naj ne bojo ne humanistike, ampak naj študirajo predvsem postanite inženirji, zdravniki in tako naprej, da ne boste reveži, da jim je rekel. In ni hotel, ampak tudi pri Srečkotu je dal ga v realko, ampak je potem Srečko je šel študirati, to se pravi romanistiko, ni uspel, kar se tega tiče, niti pri svojih otrokih, ampak iz te njegove bridke izkušnje. Dalje, rečemo, Kosovel je umrl star 22 let. To je, bi rekel, če kdo piše pesmi in je mlad, mora se paziti 22 let. Ker, ja, poglejte, Kete, Muran, Kosovela smo že rekli, Balantič in nenazadnje Kajuh. Vsi stari 22 let so umrli. In ko to pomislim, zlasti pri Kosovelu, fant star 22 let pa je toliko ustvaril, toliko naredil in zdaj primerjamo z današnjimi generacijami, kakšno modrost imajo, ko imajo 22 let. To je neverjetno, kaj je ta fant pri 22 letih. Do 22 let naredil, ustvaril, je res neverjetno. Kakšno modrost je
kakšne modrosti je bil sposoben, kar se odraža tudi v njegovih pesmih. Potem, jaz sem svojemu svaku, ki je zdaj mož od sestre, je že malo starejši kot jaz in ogromno prebere. In je rekel, prinesi mi, če imaš pesmi od Kosovela, in sem mu prinesel in mislim, da je skoraj vse prebral. In je tudi on rekel, da zlepa ni pesnika, ki bi toliko o smrti govoril kot Kosovel. Tudi tiste, njegov moto, vsi bodo dosegli svoj cilj, da jaz ga ne bom dosegel, poln ognja, prepoln sil, neutruden, pokoju bom legel, ogenj me bo takrat prsi žgal in tako dalje. Ogromno ta slutnja smrti. Ampak na koncu bomo videli, da je res pisal o smrti, ampak je ta smrt odrešena. In še tukaj, ki smo v Gorici, David Bandel je enkrat rekel, da je Šalamun, pesnik Tomaž Šalamun, da je rekel, pesnik, pazi, kaj pišeš, ker si opišeš svojo smrt. Tudi Šalamun ni umrl prav star, Ampak če boste videli, da je pri Kosovelu je to nekaj izjemnega. On je svojo smrt ne samo slutil, napovedal, jo dobesedno jo je opisal, kako bo umrl. Do tja bi vas rad pripeljal, ko bomo o tem govorili. Zdaj, preden pa bi začeli govoriti o njegovi tudi zelo močni noti pri Kosovelu, to je socialna nota, ta pogled na krivice socialne, na revščino, bi pa prosil, da slišimo poezijo Starka za vasjo. Lačni otroci ležijo na senu. Burja vihra skozi lino pod nizkim, sivim čelom hiše. Noč je pokrila ravnino. Mali sanja krompirček, ne eden, polna skleda. Tiho stopa za temno vasjo raztrgana sivka beda. Drugi sanja krompirček v oblici, mrzle ročice ogreje. Tiho stopa za hišami in se ledeno zasmeje. Tretji, četrti in peti in vsi, 1000 in več. Jaz ne moram spati. Ničesar nimam in vendar mislim vse, vse bi vam moral dati. Mislim, da je to dosti značilna pesem za Kosovela. Njegova osebna izkušnja je tukaj. Tomaj, kamor so se preselili, rodil se je v Sežani, potem so šli za nekaj let v Pliskovco in potem v Tomaj, tam so si zgradili hišo. Tomaj sicer med prvo svetovno vojno ni bil fronta, je bilo pa zaledje fronte. Strašna revščina, lačni otroci na senu ležijo, burja pihlja skozi lino. Ko je on to videl, gotovo, če rečemo, da je bil socialno čuteč, ne falimo. Imamo prav, res je. On je kot pesnik čuti z drugim, je sočutje, ima sočutje in je imel sočutje s to revščino. Spominjam se, kako sem še pokojnemu akademiku Rebuli, sem rekel, da kako to, da toliko, da je bil, jaz sem takrat pač po naši osnovni šoli, ker smo se učili Kosovela te pesmi, ne drugih, sem ga imel za socialnega pesnika, kot so me v šoli naučili. No in potem je on rekel, socialno čuteč je bil, kakor vsak pošten človek, ki noče krivice, ki ne trpi krivice. No in tukaj bi se zopet oprl na eno osebno pričevanje. Ko smo bili na teološki fakulteti, smo med drugimi izpiti morali narediti tudi izpit iz enega živega jezika. To se pravi, en živ jezik si izbral
in pogoj za 3. letnik je bil izpit iz tega. In mi z Primorske nas je precej hodilo k italijanščini, profesorici dr. Silva Trdina, zdaj če je kakšen profesor starejši, ona je napisala 2 knjigi Besedna umetnost, 1 in 2. No. Bila je to dama, ki je imela takrat že krepko čez 80 let, tudi sama ene drame je napisala res in je bila že toliko stara, da smo po zimi, ko je bil sneg, hodili k njej domov in še zdaj se spominjam, na steni je imela eno Jakopičevo sliko, ne, torej ni bila kdorkoli, je imela čut za kulturo. In mene so potem zmeraj imeli, da bi čim več časa zgubili, da ne bi jemali snovi, ne, so me spodbujali sošolci, vprašaj kaj, reči kaj in sem spraševal. In ne vem, kako smo prišli, da je ona pripovedovala, da je študirala pač slavistiko in je profesor enega študenta tam pred vsemi ga žalil, poniževal. Takrat ustane en mlad fant, suh, in začne zagovarjati tega študenta, ki ga profesor je zaničeval in poniževal, in z argumenti iti proti profesorju. In rekel, da so vsi, govorimo za 80 let nazaj, takrat je profesor še bil profesor, ne, se ni proti profesorju kaj govorilo, so vsi onemeli v predavalnici. Kdo je ta? In so se začeli spraševati, kdo je ta fant, ki si upa iti proti profesorju, sicer plemenito braniti svojega sošolca, ampak si upa proti profesorju. No in potem, da so rekli, kaj ne poznaš, to je pesnik Srečko Kosovel. Ne? In njej, veste, solze je imela v očeh, ko je to pripovedovala o tem fantu, ki si je upal iti proti profesorju in z argumenti zagovarjati svojega sošolca. To se pravi, ta čut za tistega, ki je ponižan, za tistega, ki je tlačen, je bilo v njem. In drugo, kar seveda samo predpostavljam, da je mogel biti lep fant, ker je ona o tej njegovi lepoti tako govorila in pa tudi, ko sem bil potem na Krasu, so včasih mi rekli, ja, viš tista tam, ta je bila punca od Kosovela in tako naprej. Seveda, to je bilo že vse takrat staro, kaj šele, zdaj je pa že vse onkraj. Ne. To se pravi, sestra Tončka, ne, tista, ki je najstarejša sestra Srečka Kosovela, ki je bila doma, ki je skrbela za domačijo, je bila poročena z Bojanom Ravbarjem. Zakaj sem si to tako zapomnil? Ker njegov nečak je tudi Bojan Ravbar, ki je zdaj v naši koprski škofiji najstarejši duhovnik in najstarejši delujoč župnik. 90 let čez in še zmeraj je župnik v Strunjanu. No, verjetno je tudi po njem dobil ime, po tem svojem stricu. No, Tončka Ravbar je, ko so jo vprašali, je rekla, naš oče je bil socialist, ma ne po stranki, po čutenju. V smislu, ni on pripadal stranki socialistov, se je pa prizadeval za delavce, za socialne pravice, za pravice malega človeka, kar je v bistvu čisto krščanska zadeva. No, isto, ne, kot je rekla zato, ne, da je bil tata socialist, ma ne po stranki, ampak po čutenju, je pa na vprašanje, ne, če je bil Srečko veren, ona je rekla, mi pri nas smo bili vsi verni, ker smo bili tako vzgojeni v veri in povedala je, da je Srečko kot študent hodil domov. On je študiral v Ljubljani, za počitnice je prišel domov in takrat je hodil veliko debatirati k takratnemu župniku v Tomaju Kjudru, Albinu Kjudru. Albin Kjuder pa je bil tudi en tak znamenita osebnost, izreden tak kulturni delavec, o njem obstaja tudi knjiga. On bi moral biti prvi škof po vojni, ampak Vatikan je od njega zahteval, da se iz Tomaja preseli v Koper in on je rekel, jaz ne grem in potem ni postal koprski škof. Ne.
K temu župniku se bomo vrnili, ampak kakorkoli, ko je prišel Srečko Kosovel domov, je k župniku Kjudru hodil in sta debatirala in govorila. Kot en tak še en cukrček je Srečko Kosovel si je v mladosti kot študent dopisoval z nekim Jožefom Pogačnikom. Ne vem, če vam to ime kaj pove. To je bil tudi pesnik v mladosti, pozneje pa je bil ljubljanski nadškof in prvi slovenski metropolit, torej Jože Pogačnik. To je tisti, ki je bil tudi v več let v zaporu in po pričevanjih je Mitja Ribičič, slovenski politik, njega se je izživljal nad njim tako, da ga je jahal, kot imel kot konja na štirih. To je bilo ena izmed torture, ki je bil deležen ta Jože Pogačnik, s katerim sta si dopisovala. In kako je včasih res Kovačeva kobila bosa, naj povem, da je to, ko sem pri Dejanu Packu to zasledil, sem mu napisal, da odkje je ta podatek in on mi vrne, pravi, iz intervjuja, ki ga je imel Jože Pogačnik v Ognjišču leta, 73, seveda sem imel takrat 10 let, nisem mogel tega brati, ampak kot zanimivost. Sta si dopisovala, oba najbrž tudi res takrat pesniško čuteča in če gledam to, če beremo poezijo Jožeta Pogačnika, je ena res zelo tudi dobra religiozna duhovna poezija. In še drugi cukrček iz življenja otroštva Srečka Kosovela, to je pa, opisala ga je soseda Angela Žiberna, ki je, takrat so punce hodile služiti, pa ne vem, kje v Milanu, ne vem, kje je služila, in ne vem, verjetno kot sosedi je Srečko pisal in je potem v enem pismu napisal takole, ti moram povedati, da zdaj pa že strežem pri maši. Ko boš drugo leto prišla, bom že glavni strežnik, je napisal, in me ne boš več poznala, ker bom imel strežniško obleko, je napisal. Zelo prisrčen tak, in pravi, in še to ti moram povedati, da vsi pravijo, da najlepše pri maši zvonim pa jaz. Ampak zvonim pa najlepše jaz, je napisal. Torej, ta prijetno otroško pismo, no in ko sem govoril o tem v Sežani, je prišla potem k meni gospa Dragica Sosič, tudi žlahta, tega Ravbarjeva žlahta, ki je rekla, da je, ona je dosti let skrbela za Kosovelovo domačijo, da ko je prišla obiskat ta Žiberna, je rekla, napište to v spominsko knjigo in tako se je to ohranilo. No, zdaj bi pa šli potem k malo duhovni, religiozni poeziji, pa prosim za pesem Psalam. O Bog, usmili se moje praznote, široko raztrtih sivih dni, teh široko upajočih oči. O Bog, usmili se naše samote. Raztri svoj plašč, razkošno tkan zvezdami višnjevih letnih noči, ko speš mimo nas in tvoj plašč šumi, kot sredi morja večnih sanj. O stopi v ta stekleni čas, in kar je prozorno naj potemni, in kar je blizu naj se izgubi. In naj nam kot iz višnjevih dal spregovori, kot v gosti modrini tvoj beli glas. O Bog, usmili se nas, usmili se nas. Ja, ko govorimo o Kosovelovi duhovni poeziji, naj začnem z tezo, da je Srečko Kosovel slovenski Tagorejevec. Večina vas pozna indijskega oziroma bengalskega pesnika Tagore, ampak je, da se reče Tagur, da je pravilno bengalsko. Mislim, da je leta 2013 je dobil Nobelovo nagrado za
literaturo in sicer za njegove darovanke, ki jih je mojstrsko prevedel v slovenščino Alojz Gradnik. No, to tezo, da je Kosovel slovenski Tagorevec, pa je uveljavljal Vladimir Truhlar. To je bil slovenski teolog, ki je nekaj desetletij predaval duhovno teologijo na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu. In je potem tudi izdal in se je ogromno ukvarjal z iskanjem duhovnega v slovenski poeziji. In je izdal knjigo Doživljanje absolutnega v slovenski literaturi. Knjiga je šla okrog leta 1980 približno in vem, da je imel moj žlahtnik, pater Lojze Bratina, velike težave takrat, ker je on jo po smrti Truhlarjevi izdal, ga je Udba večkrat klicala s argumentom, kaj je bilo treba izdati to knjigo. Ne, zakaj izdati to knjigo, ampak med temi seveda obravnava tudi Srečka Kosovela, pravi tudi zato, ker je sam, kar malo ljudi ve, Truhlar je bil rojen v Divači. Divača je bila v tistem času ogromno železniško križišče. In tam je bilo ogromno železničarjev, med njimi tudi Truhlarjev oče, ki je bil Čeh. Truhlar je češki priimek. Kjer so ga kot železničarja gor in dol in potem je prišla prva svetovna vojna in ima tudi Truhlar pretresljive opise, kako so z mamo zmrzovali v enem stanovanju lačni, ta strašna prva svetovna vojna s to lakoto. In torej že tukaj je njuna povezava med Truhlarjem in Kosovelom, približno iz tistega geografskega območja, čeprav Truhlar je potem se Divači samo tisto najnežnejše otroštvo, detinjstvo preživel. No in on pravi, da je Kosovel Tagorevec, nekako učenec Tagurja, učenec, ki hoče svojemu mojstru slediti, a se zaveda, da Tagur je bil Indijec, Bengalec, on je pa Slovenec. In potem pravi, da se ne Kosovel opira na to knjigo darovanke, ampak na Sadhano, to je pot k pravemu življenju. In v čem utemeljuje, da je Tagorevec? Tagorjevo oznanilo v njej je to: človek mora živeti doživljansko, izkustveno, z absolutnim in iz tega zedinjenja graditi, ozdravljati, kar je v kulturi in življenju nasploh bolnega. To doživljansko je tudi pri Truhlarju, ki je bil tudi sam pesnik, ima več pesniških zbirk, tudi dvojezičnih slovensko-italijanskih, torej se bo potem ponovilo. No, moram reči, da pa je mene nekako najbolj spreobrnilo k Kosovelu pisanje Tarasa Kermaunerja. Taras Kermauner je med ogromnimi knjigami, jaz sem imel to srečo, da sem ga spoznal v tistem delu življenja, ko se je on spreobrnil v krščanstvo, cerkveno poročil in tako dalje. Takrat sva si ogromno pisala, zdaj sem ravno urejal ogromno pisem, imamo hranjenih z njim dopisovanja. In med drugim je izdal 3 knjige Poezija slovenskega zahoda, Kermauner. V 3. knjigi je večji del te knjige govori o Srečku Kosovelu. In začne pa približno takole. Ampak zdaj še to, Taras Kermauner ni kdorkoli. Taras Kermauner je sin staršev, ki so prvi v Ljubljani imeli civilno poroko, se niso poročili cerkveno. To se pravi, je izšel iz družine, ki ni bila nič cerkvena, da je jasno, tudi virna, ne vem, koliko je bila, potem pa tudi
v naslednji, on je bil z vsemi temi disidenti, vso to avantgardo zelo povezan. In on napiše, da se bo v eseju o Kosovelu pa osredotočil na Kosovelovo religiozno poezijo, ker je ta najbolj kvalitetna in ker je to ena najkvalitetnejših religioznih poezij. In kot prvo nam potem predstavi pesem Poslednje obhajilo, ki jo bom potem tudi jaz na koncu obravnaval, ampak zdaj, ko govorimo o tem, bi pa prosil še za pesem nekoga Veliko moraš pretrpeti. Veliko moraš pretrpeti, prijatelj, da le to spoznaš. Kdo hoče ljubiti, živeti, ta mora ubiti v srcu laž. Veliko moraš pretrpeti, da to spoznanje pridobiš. Kdo hoče ljubiti, živeti, ta mora poljubiti križ. Veliko moraš pretrpeti, da ostaneš od zanikovanj. Živeti je lepo, trpeti in umreti strt in poteptan. Najbrž ena najbolj citiranih, navedenih pesmi, ne, Umreti strt in sam. Zanimivo, gremo res zdaj k temu fenomenu smrti pri Kosovelu. Najprej to, ne, bolezen pri Kosovelu se začne, kar je zelo zanimivo, ko gre v Zagorje in tam ima predavanje z naslovom Umetnost in proletarec. Ne. Spravi, je bil socialno čuteč in Zagorje, Trbovlje-Hrastnik, revirji, rudniki, delavstvo, rudarji in gre tja in govori. Govori pač tistim ponižanim in razžaljenim, bi lahko rekli, ta Kosovel. Potem je konec predavanja, bi morali iti, zadnji vlak zamudijo in treba je prenočiti. Prenočili so v čakalnici na železniški postaji, ki pa ni bila zakurjena takrat in tam se prehladi in potem dobi vnetje možganske mrene, se mi zdi, in umre. Ker so, pokojna Silva Trdina nas je opozorila, da domači niti malo niso hoteli slišati, da bi imel jetiko, ne, kot so imeli oni, ker jetika je bila bolezen revežev. Kosovelovi pa niso bili reveži, Kosovelovi so bili učiteljnovi, ne, so bili šolski. Tukaj imam eno pričevanje, ki ga ne morem preveriti, namreč tudi proletarci niso bili vsi enaki. Kosovel in oni in svojimi, nekateri grejo spat v čakalnico. Oni ta pravi proletarci, ne, boste razumeli, gredo v zakurjene sobe spat. Ampak tega ne morem preveriti, to sem samo slišal. Koga boš danes vprašal? Tisti, ki bi vedel, ne bi povedal, ampak zanimivo, ne, da že takrat se začne, da smo vsi enaki, samo nekateri so bolj enaki. Ne. In potem seveda zboli, ta bolezen se vleče, pride domov, in pride domov v Tomaj. In to je tudi edino obdobje, kjer Srečko Kosovel pravzaprav živi v tej Kosovelovi hiši, ki so zdaj obnovili in tako dalje. Stanje se Srečku čedalje bolj slabša. Čedalje bolj je bolan, oče, tako pravi sestra Tončka, gre najboljše zdravnike v Trst, vsi pridejo, samo zmajajo z glavo. Se ne da nič narediti in ta pesniški genij v cvetu svoje mladosti začne umirati. Mama gre do
spet k Judru, župniku in pravi: gospod, s našim Srečkotem je tako in tako, bolan, umira, bi prišel k njemu. No, in zdaj zopet se opiram na to, kar je napisal Bojan Ravbar, to se pravi, to bi bil nečak od Tončkinega moža. In na kaj se pa Ravbar upira? Bojan Ravbar je skupaj s svojimi sošolci imel je Novomašo leta 1962, eno leto pred mojim rojstvom, se pravi, ne? In so tisti bogoslovci, novomašniki, obiskali Kjudra, ker ta župnik Kjuder jim bo napisal dekrete, kam bodo šli za kaplane. Ne? Ga obiščejo in zdaj ta, ki je bil odgovoren zanje, kakor škof, bi jim lahko 100 stvari položil na srce. In kaj mi je govoril? Govoril jim je o Srečku Kosovelu, o njegovi smrti. In tam je rekel tako, da je res prišla mama k njemu in je ga vprašala, ali bi prišli vih našemu Srečku. Rekel sem že, da je Srečko hodil kot študent debatirati k Kjudru. In Kjuder kot star preizkušen delavec je vprašal, a ste mu vi kaj omenili? Je rekla ne. Je rekel, dajte mu vi reči, kaj ti. Če pridem jaz in meni reče ne, jaz ne bom mogel še enkrat iti in ga siliti, ker bo to on doživel kot neko siljenje. Rečite mu vi, če bo vam rekel ne, ga boste lahko spet vprašali. In mama gre in prije takoj pravi, Srečko pravi, pridite. In je šel. In to je naredilo na njega izjemen vtis, kajti, kar pove, da je po tolikih letih, leta 62, to govoril novomašnikom, drugič, da je to šel in zapisal v župnijsko kroniko, kar zlepa ne zapišeš v župnijsko kroniko. In tam pravi bolj ali manj takole, da je umrl Srečko Kosovel, za katerega, tako še, krhek po telesu, a močan po duhu. In tako, ko ga vidim zdaj pred sežansko cerkev, tisti kip, ki je tak mičkan in suh, je res krhek, kot je napisal, krhek po telesu, a močan po duhu. In je potem zapisal Kjuder to zanimivo trditev. Pravijo, da če bi živel, bi presegel vse do sedaj živeče slovenske pesnike, tako je dober. In dalje, ne, pravi Kjuder, pa je najbrž veliko ljudi previdel pred smrtjo, da ni srečal človeka, zlasti starega 22 let, ki bi tako se sprijaznil s svojo smrtjo in s tako vero prejel sakramente. To Kjuder napiše in potem pove novomašnikom, da ga je res povedal in mazilil in ni imel pa samo najsvetejšega in da je rekel, še obhajilo, ne, in mu je Srečko rekel, prosim, prineste mi ga jutri, da se bom nanj pripravil. Prineste mi ga jutri, da se bom nanj pripravil. To večkrat ljudem, ko jih vidim, kako grejo k obhajilu kot po bombončke, če ta genialni pesnik se eno popoldne in eno noč pripravljal na obhajilo, se pa tudi mi lahko pripravimo na obhajilo. Zanimivo, ko sem to povedal v Sežani, je prišla zopet ta Dragica, ki bi rekel, poznala iz prve roke, je rekla, veste, tega nismo vedeli. Vedeli smo, da je obhajilo prinesel drugi dan, te podrobnosti pa nismo vedeli. Mi smo mislili, da je pač on obiskal bolnike, ampak da ni imel pač obhajila s sabo. Ne. To se pravi, ne,
Zakaj vam to pripovedujem? Zato, ker bom vam potem prebral to knjigo, to pesem, Poslednje obhajilo, ker boste videli, da dobesedno to on opiše. In potem torej se poslovi, star komaj 22 let, umre konec maja. Konec maja, to se pravi, lih zdaj bo en mesec, ne 100 let in en mesec. In ko bereš o pogrebu, moram reči, da vse me včasih prav gane na meji solz, ko bereš to o pogrebu. Trije duhovniki so bili, zanimivo, da je Kjuder vodil petje in da ga je pokopaval ga je en tomajski, pozabil sem ime, en duhovnik. No in da so grob tak z belim papirjem vsega ovili in da so potem nametali belih rož, da je skoraj bilo do vrha groba samo belih rož, ki so jih ljudje potem položili na to mlado krsto. In potem še zadnji tam tisti, da so ljudje, zlasti študentje in dijaki, poljubljali zemljo, ki so jo vrgli na Srečka Kosovela, na njegovo krsto. Tam se je bilo potem na pogrebu še dve stvari, ena je zelo znana, so jo pripovedovali tudi, da je Bratko Kreft, oče Leva Krefta, ki je toliko let vodil marksistični center, nekaj takega, raziskovalni center, ko je imel govor, je potem vrgel slovensko trobojnico, slovensko zastavo v grob in so potem Italijani grozili, da bodo grob izkopali in potem je Tončka, da je jasno jim dala vedeti, da je pač Srečko imel tudi jugoslovansko državljanstvo, nimajo te pravice in tega niso naredili. To je prva stvar. Druga stvar je pa Tozon, ime mi je zdaj izpadlo, ampak vsi tisti, ki radi poslušate Čuke, poznate njegovega vnuka, to je Jernej Tozon. Sin je Tomaž. Čakajte. Jernej je sin od Tomaža. Tomažev oče, Tomaž je hodil v Števerjan dolga desetletja. Ja, tako. Tomažev oče je bil velik prijatelj s Srečkom Kosovelom. Ime sem zdaj, lejte, moral bi ga poiskati, pa saj ni bistveno. Je imel govor v imenu katoliških dijakov na pogrebu in je potem, jaz mislim, ali Kreft, ali te prolevičarski, bi pogojno rečeno, so ta govor osporavali. In ko sem imel v Sežani, je pa tista, ki vodi hišo tam, kjer je bil rojen, ga je poiskala na internetu in ga je potem tam prebrala, čisto lep govor, ki ga ima mlad fant, ki se poslovi od svojega prijatelja, ki mu je umrl pri 22 letih. Ampak so mu osporavali ta govor, ki je bil res slovo prijatelja od prijatelja. Dveh mladih prijateljev je bilo slovo. No in zdaj bom končal, ker je 48, ustavil samo še pri tej pesmi Poslednje obhajilo, ali kot jo nekateri imenujejo Beli krist. Zato pesem pravi Krmavner, da je nekako pesnikov testament, oporoka. Če jo boste iskali v kateremkoli izbranem delu, nikjer je ni. V šoli je gotovo nismo nikjer brali. Nobenem izbranem delu je ni, je samo v zbranem delu, tam, kjer so opera omnia, kjer so vse, tam je tudi ta. In so jo tako lepa, da vsakemu, ki sem jo doslej prebral, ko sem v Kopru, je prišla ena in rekla, mi imamo po predavanju, mi imamo enega, bomo šli na Srečkov grob, dejte mu, ki jo bom jaz tam prebrala. Je prišel sin od
oče od skladatelja Mahorja, je rekel, dejte mi jo, jaz bom sina prosil, da jo Saša Quincy, ki sem mu pozoril, sem rekel, poglej, kakšen je to, je rekel, tudi očaran na to pesmijo. To se pravi, to je njegov testament. Zakaj je tako značilna in pomenljiva pri Kosovelu? Če se boste spomnili, ne? Drugi primorski pesnik, Alojz Gradnik, je tudi pisal o smrti, ampak tam je smrt temna, eros thanatos, ne? Ta smrt je temna, trpeča, pri Srečku je pa smrt v tej pesmi, poudarka je na svetlobi, na razsvetljenju teme, temnega obraza, na angelovem sijaju, na svetlem dihu stremljen, na čistosti, na nedolžnosti diha in na belem Kristu. Vrednost ima pa to, ker je ta Kosovelova pesem odgovor na obup, na življenjski obup. Moramo vedeti, Kosovel ni bil nek človek, ki je rastel v vaškem okolju in dosti in je par verzov napisal. Ne, to je bil človek, ki je poznal takratno literaturo, filozofijo, miselne tokove, ki je dal skozi ves nihilizem svojega časa, ki je pisal konstruktivizem, to se pravi, je gledal naprej. Mu ni bilo tuje nobena moderna oblika. Vse je poznal, vedel pa je, da je rešitev in odrešitev samo v belem Kristu. In da vse, bi lahko rekli, ves nihilizem njegovega časa do današnjega dne, ves obup je dal skozi in našel res odgovor v belem Kristu. In kot boste videli, ne, da v pesmi ni samo napovedal svoje smrti, ampak da ob slovesu z tega sveta ne bo sam, ampak bo prišel k njemu beli Krist. In to bo res njegovo poslednje obhajilo, na katerega se je sam tako vneto pripravil in mu je prineslo tolažbo v zadnji uri. In vas zdaj res povabim, da prisluhnemo tej pesmi, res s tem vse, kar smo slišali, in občudujmo pesniškega genija, ki toliko časa pred dogodkom dejansko do potankosti napove svoj dogodek svoje smrti. Ko bo razbit že moj obraz in moja roka brez moči in moje srce brez krvi in nad menoj triumf pravice bo razprostrl krvavi ščit, ko bom že skoraj ubit. In ležal bom pred vami sam. Obkrožil usta bo smehljaj, kot da bi angelov sijaj razsvetlil moj teman obraz. In srce moje trudno, ubito, umrlo rado bi, da se spočije, kot je njegov ukaz. Tedaj bo svetli duh stremljen, ki srce mi jih je rodilo, ponižan, porazov in trpljen, poslednje moje obhajilo. Da sem boril se v duhu čist in kot borilec moram umreti in takrat prišel bo oteti me iz trpljenja beli Krist. Jaz tukaj nimam več kaj dodati. Najlepša hvala. Morda bi lahko dali še en trenutek prostora, če je kakšno vprašanje, če se strinjate. Tako, če ima kdo kakšno vprašanje, lahko postavi. Drugače pa, če ni vprašanj, jaz se zahvaljujem nocojšnjemu gostu. Še eno stvar, če smem. Povejte. Ja,
Prav res lepše ne moreš končati, kot je ta pesem. Še eno zanimivost Kosovelove hiše, zdaj je naše ministrstvo koliko 4 milijone, 3 milijone dalo, da je obnovilo, ampak tukaj ste v Gorici, kaj leta 1974 je šla tista znamenita knjiga Edvard Kocbek, Pričevalec našega časa, ne? In mnogi so podprli tudi denarno, med temi je bila tudi sestra, Kosovela sestra Tončka Ravbar z možem Bojanom. No, sta podprla, ker v to hišo je hodil tudi Boris Pahor večkrat, ne? Tudi ga je Tončka dobro poznala, ker je hodil v Dutovlje, Dutovlje so pa 2 kilometra, koliko je do Tomaja, vsaj blizu tam, ne? No, in potem so prebrali naši udbovci, ne, da je torej Tončka Kosovel Ravbar in pridejo k njim. In prepričujejo, naj prekličejo svoj podpis za to brošuro, ne, Edvard Kocbek, Pričevalec našega časa. Isto leto sta bila pa rojna, ne, Kocbek in Kosovel. In zdaj zamislite si, kaj jim odgovorijo Kosovelovi. Pravijo, ja, napište, da ste vi rekli, da moramo preklicati, ne. In seveda preklica ni bilo in je ostala in Rebula, ki ima to v svojem dnevniku, tam previsna leta, ne, pravi, tako ravna Srečkova hiša, ne, to je res. No, ko sem že pri Rebuli, Rebulov roman, ne, Kačja roža, je v bistvu roman o Srečku Kosovelu. Tam je malo adaptiran, ne, študira logično latinščino in grščino, ampak drugače je vredno to prebrati, zdaj ob 100-letnici smrti to delo. Preden se pa poslovimo, jaz zmeraj sabo prinesem, ker ste omenila to zbirko Zgodbe za dušo, tukaj je nekaj knjig, tako je priporočen dar je 8 evrov, tako poceni knjig ne boste dobili nikjer, 8 evrov date in lahko jih šenkate, oni bo mislil, da je dobil nekaj vredno knjigo, ampak vi ste pa za 8 evrov dobili darilo. Lahko tudi jo ukradete, ampak vam pa ne priporočam, ne? Ker potem, če jo boste prebrali, potem mi boste mogli v Koper prinesti denar, kar vas bo bistveno več koštalo. Tako da... Se pravi, kot rečeno, hvala lepa. To je bil magister Božo Rustja. Hvala, da ste se odzvali našemu povabilu. Zahvaljujemo pa se tudi Alessandru Paziju, ki je Kosovelove poezije prebral. In seveda hvala tudi vam, ki ste nocoj bili z nami in ste prišli in vam želimo lepo nadaljevanje večera.